Živijo, sem Tilen Sos, star sem 6. Zakaj se mi zapleta jezik? Prvič informacije imaš v glavi, pa te... Ja, pa ta SŠM. Star sem, pa 36. Prvič, da si 40, je. Živijo, sem Tilen Sos, star sem 36 let in prihajam iz Duplice pri Kamniku. Moji hobiji so ljubiteljsko kuhanje in pa igranje v gledališču. Vegan sem od avgusta leta 2014. Po 9 letih vegetarijanstva sem enkrat po povabilu se udeležil prvega veganskega piknika, kjer sem spoznal, koliko je vse raznolike hrane veganske. To je bilo tudi pravzaprav zadnji potisk k temu, da sem skočil v veganstvo. Kmalu zatem pa sem tudi po ustanovnem zboru veganskega društva slovenskega dobil za prevesti problematiko jajčne in pa mlečne industrije, kjer sem se potem lahko iz prvih rok in iz prvih oči prepričal, da pravzaprav v jajčni industriji so vsi moški piščančki, da so zmleti takoj po rojstvu ali pa so pač v vreče dani in potem zadušeni. Seveda kokoši pa pač potem kot nesnice. In pa v mlečni industriji sem videl, da dejansko krava samo takrat laktira oziroma ima mleko, ko ima tudi dojenčka, se pravi otroka, in ne pa kar stalno, kot sem do takrat verjel, ker so mi stalno govorili to. Vzrok za vegetarijanstvo je bil ta, da se prej nisem zavedal, da kljub temu, da imam rad živali, da se prehranjujem z njihovimi trupli. Ko pa sem se dejansko zavedal in sem rekel, da to pa nočem biti odgovoren za smrti toliko živali, sem rekel, zdaj pa konec, zdaj bom pa vegetarijanec. In sicer trajalo pa je kar dosti časa ravno zaradi tega, ker nisem poznal niti vegane, niti nisem nobenega videa imel na voljo ali pa literature, čeprav seveda je doba interneta že bila in bi lahko poiskal, ampak nekako se nisem počutil kot potrebe, nisem počutil potem, da bi poiskal literaturo in sem verjel, da mora biti krava pomožena. In to je bilo potem razlog, da sem postal tudi etični vegan in pa tudi goreč, kako bi temu rekel, zagovornik pravic živali ter borec za njihove pravice. Na nevegane gledam pravzaprav podobno, kot bi gledal nase, še za časa, ko sem bil nevegan ali celo še kot časa nevegetarijanec, ko sem verjel, da imam rad živali, a po drugi strani sem se prehranjeval z njihovimi trupli, vendar mi je bilo to tako, kot da bi bilo sam zakol 10.000 kilometrov oddaljen, da to pač se nekako zgodi čarobno in potem, ko rata iz živali rata zrezek ali pa pač se pravi mleko tudi od srečnih kravic ali pa jajčka od srečnih kokoši in zato jih ne obsojam, vendar pa pač jim poskušam dati informacije, poskušam tudi povedati, da sem tudi jaz bil enkrat na njihovi strani, da sem podobno razmišljal, vendar da se lahko sedaj odločijo za drugo pot, tako da jih ne obsojam pravzaprav. Ko sem postal vegan oziroma ko sem naredil to prehod na rastlinsko prehrano, pravzaprav nisem ničesar pogrešal, deloma tudi zaradi tega ne, ker pač sem se takoj zavedal, kaj počnem s svojo etično izbiro, da pač pomagam živalim in od malih nog sem nekako imel rad živali, čeprav nisem naredil te povezave. Zato pogrešal nisem ničesar, vendar pa sem imel nekajkrat sanje, v katerih sem jedel meso, bodisi je bilo to piščančje meso ali pa hrenovko. In potem, ko sem pojedel to meso, sem se počutil tako grozno, zakaj sem to naredil živalim, vendar sem bil toliko časa že vegan, kako sem jim lahko to naredil. Ko sem se zbudil, sem bil srečen, da so bile to samo sanje in da to ni bilo v resnici, ker v resnici pa ne bi me nič nazaj prepričalo, da bi jedel meso ali pa mlečne izdelke ali pa jajca. Pri prehodu na rastlinsko prehrano sem opazil, kako se mi je izboljšala prebava, kako sem lahko takoj po hrani športal. In ni mi bilo treba počivati kot prej pol ure ali uro po mesnem obroku.
in več energije sem imel, tudi regeneracija telesa je bila hitrejša, tako da malo sem tudi še shujšal. Je pa tako, da pač čez nekaj časa pa sem odkril tudi, da so pri veganskih jedeh tudi slaščice in v kombinaciji z ne toliko športnih aktivnosti sem pridobil kilograme. Trenutno nimam punce, vendar pa je tako, da za bodočo punco ne gledam samo med vegankami, kajti zdi se mi, da bi to vse omejeval in se nočem omejevati. Vseeno pa seveda, ko pač bom imel punco, če bi bila leta ne veganka, bi nekako v določenem času jo probal prikazati, da je rastlinska oziroma veganska prehrana pravzaprav, ki je različna in to samo rastlinska prehrana, da je tista ta prava in tudi zaradi etike bi si želel, da bi ona postala s časoma tudi veganka. Ne bi pa seveda zahteval, bo je takoj veganka ali pa se bo razšla. Ko ali pa če bom imel kdaj otroke, seveda jih bom od rojstva vzgajal v duhu veganstva, se pravi, da bodo sočutni tudi do živali, ne samo do vseh ljudi. In pa seveda se bom prej pozanimal ali preko spleta ali pa preko prijateljev, ki so tudi znanci v prehrani veganski, tako da poleg tega pa je tudi na družabnem omrežju neka skupina Sovica, skupina veganskih staršev, kjer imajo že otroke in bi tam izbiral vse informacije, ki rabim za otrokov zdrav razvoj. Kogarkoli bi seveda zanimalo veganstvo, bi mu predlagal, da se prijavi na izziv, se pravi www.izziv.si. To je enostaven veganski izziv, ki traja 1 mesec. Tam lahko tudi izberejo ljudje mentorja, če želijo ali pa ne. Vsak dan dobivajo recepte, dobivajo tudi kakšne članke o veganstvu. Če pa si seveda izberejo mentorja, pa lahko tudi vprašajo ali pa tudi, če nimajo mentorja, lahko vprašajo kakšnokoli vprašanje in bodo dobili odgovor. Tako da je pravzaprav res enostavno, zato tudi imenovan enostaven veganski izziv, preiti na veganstvo vso podporo, ki danes obstaja v Sloveniji. Dostikrat zasledim, da so nevegani pod kakršnokoli vegansko objavo žaljivi do veganov in tudi menim, da je to predvsem zaradi tega, ker na nekem nivoju se zavedajo, da to, kar vidijo, jih zmoti in zmoti njihov notranji mir in zaradi tega ta mir hočejo utišati in seveda najlažje je utišati, če prikažeš to osebo, ki ti pokaže grozodejstvo, kot da je ali neprištevna, ali da je smešna, ali da ji, se pravi, manjka pameti. In zato tudi dostikrat potem omenjajo, saj mi spoštujemo vegane, vendar pač jejte svojo travo pa mir dajte. In pravzaprav že samo s tem, ko rečejo, jejte svojo travo, mi vegani ne jemo travo. Nisem še videl enega vegana, ki bi jedel travo, tako da to je pravzaprav že zelo žaljivo. In potem oni hočejo biti tisti užaljeni, kako nas vegani napadate z raznimi objavami. Kar pomeni, da samo objavimo določeno stvar, ne gremo nič govoriti njim. Ampak samo vidijo nekaj in potem smo že vsiljivi, medtem ko potem oni pa potem grejo v skrajnosti take, da preveč grde, da bi omenil, in kako smo tako agresivni. In nas hoče tudi dostikrat sprovocirati, da bi mi bili agresivni, samo jaz pač se trudim, da jim nikoli ne rata pri meni, da bi bil agresiven nazaj do njih pravzaprav. Ker pa seveda ne more nič spremeniti, vsaj tako mislijo, pa potem vztrajajo pri svoji agresiji do veganov. Moje sporočilo vsem gledalkam in gledalcem bi bilo to, da je vsakdo, športnik ali ne, fizikalec ali ne, starostnik, mladostnik, v razvoju, noseče matere in vsi ostali so lahko vegani. Samo treba se malce izobraziti, malce poiskati prave informacije in ne samo dezinformacije, ki se jih najde na spletu v večini. Seveda pa to, če človek postane vegan, ne pomeni, da moraš zapustiti svojo družino, družbo, kolege. Ne, sploh ne.
lahko si še vedno naprej žuriraš, se veseliš, si zabaven, vesel, dobre volje, ampak vseeno zraven tudi ne škoduješ živalim. Si tudi dobrosrčen do živali. In seveda živali so tiste, ki si zaslužijo, da je človek do njih dobrosrčen. In zato upam, da boste imeli eno srce, ne samo za ljudi, ampak za vse, tudi za živali. Super. Evo. Zdaj mogoče še eno sproščeno, zdaj si kar naprej, se mi zdi še malo. Lahko zdaj daš, da ne bo gledal. Pa ja, sorry, treba da je jaz sem se prehencal. Držim ga not, valjda, itak da ga not držim. Koliko? Tega vam tako gleda.